V državni zbor smo poslali spremembe zakona o radiodifuziji. Spremembe so strokovnjaki na Direktoratu za informacijsko družbo pripravili že dolgo časa nazaj. Moji predhodniki pa so stvar, ne bom špekuliral, zakaj dali v predal. S spremembo rešujemo 3 stvari. Prvič, sporočamo vsem tujim investitorjem, da se bomo do njih korektno obnašali. Investitor v digitalno radiodifuzijo je v Slovenijo prišel na naše povabilo, javil se je na razpis te države in investiral je pod predpostavko, da se bo Slovenija držala evropskih direktiv. Ta predpostavka do zdaj ni bila izpolnjena, zdaj pa bo. Drugič, usklajujemo domači pravni red z evropskim. V Evropsko unijo smo se včlanili prostovoljno in sprejeli nekatere obveze. Ključna obveza tukaj je načelo o zagotavljanju konkurence in načelo svobodnega trga. Ti dve načeli konec koncev koristita predvsem potrošnikom. In tretjič, sprememba bo državljanom omogočila, da bodo programe javne televizije lahko spremljali v HD tehniki, kar je bilo do zdaj mogoče samo z dodatnimi stroški naročnine ponudnikov kabelske oziroma IP televizije. Glavna sprememba je pravzaprav na prvi pogled malenkostna, je v tem, da iz zakona črtamo eno besedico, to je besedica predvsem, namreč da se torej frekvence, ki so bile dane v rabo javni televiziji za javni interes, uporabljajo, citiram, za potrebe izvajanja javne službe v skladu z zakonom, ki ureja javno radiotelevizijo in za potrebe zagotavljanja prenosa drugih programov posebnega pomena za Republiko Slovenijo v skladu z zakonom, ki ureja medije. Skratka, samo za to in ne predvsem za to. Če nekoliko pojasnim, v Sloveniji sta bili do zdaj zgrajeni 2 omrežji za prenos digitalne televizije, 2 tako imenovana multipleksa. Prvo je brez razpisa na dodeljenih frekvencah zgradila RTV Slovenija, v bistvu iz denarja za RTV prispevek, to je tako imenovani multipleks A. Za izgradnjo drugega omrežja pa je bil leta 2008 objavljen razpis, na katerem je zmagalo tuje podjetje in je omrežje za svoj denar tudi postavilo, to je bil multipleks B. Komercialno omrežje je ostalo skoraj prazno, ker je javna RTV na svojem omrežju gostila svojo komercialno konkurenco po nižjih cenah, kot jih je bil sposoben zagotoviti tisti, ki je investiral v multipleks po tržnih cenah. In seveda ni mogel razlike pokrivati iz RTV naročnine. To je v nasprotju s pravili svobodnega trga in konkurence, ki jo zahtevajo evropske direktive. Vlada je v zvezi s tem prejela 2 opozorili Evropske komisije, zadnjo 21. februarja letos, grozila nam je tudi tožba pred Evropskim sodiščem. Jaz se zavedam, da si s tem ne delam prijateljev, ne na javni televiziji, ne na komercialni televiziji, ampak enostavno se moramo držati nekih pravil, če želimo, da bodo tuji investitorji v Slovenijo prišli in da bodo tukaj tudi ostali.